Pozdravljam v imenu našega društva, se pravi Društvo Nove Slovenske zaveze Rovte. In lepo pozdravljam seveda našega današnjega gosta, gospoda Boštjana Markota Turka. Seveda pa tudi pozdravljam presenečenje današnje, res lepo pozdravljen v Rovtah še enkrat, gospod evropski poslanec Branko Grims. Tu moram povedati, da gospod Grims je lansko leto nam rekel, da se čez eno leto prije spet v Rovte, ampak smo to zelo z rezervo vzeli, se veste, kako je z obljubami politikov. In me zelo veseli, gospod Grims, da ste držali svojo obljubo. Tako to nam veliko pomeni. Danes obeležujemo dan upora proti okupatorju. Po Rovtah visijo samo plačano obešene zastave. In na to smo ponosni, ker tudi na ta način se upiramo te zlaganosti tega praznika, ki ga bo veliko bolje nam razčlenil in razložil gospod Turk, ki ga danes tukaj imamo med seboj. Tako da jaz ne bom nič več govorila, besedo predajam kar gospodu Turku, predno pa on zagrize v to jabolko, bi pa še potem najprej gospoda Grimsa, ker smo res veseli, da ste nas danes obiskal, pa vas lepo prosim za par besed, poveste magari, kako je zdaj gor v Bruslju in kaj delate za nas tam gor. Najprej vsem lep pozdrav, hvala za tole vabilo, hvala za priložnost, da se spet. Hvala za vse glasove, brez vas ne bi šlo. Jaz upam, da upravičujem vaše zaupanje. Delam, verjemite, svojo ekipo kar se da, veliko jih je, ki mečejo polena pod noge, več kot mislite tukaj. Zdeležen smo zelo velik omejitev v medijih, tako da marsikaj verjetno niti ne pride do vas, ker vse naredimo. Pa kljub temu sodeloval sem na 10 mednarodnih konferencah, dal sem predlog za Elona Muska za Nobelovo nagrado za mir zaradi spoštovanja človekove pravice, svobode javne besede. Zato sem predložil več 10 podpisov kolegov iz Evropskega parlamenta, podpise iz Slovenskega parlamenta in drugih parlamentov, pa pač nekaterih najuglednejših profesorjev in pa tudi iz sodne veje oblasti. Vse to šteje, bomo videli, kakšen bo uspeh, ampak že sama vložitev je pomembno sporočilo, kako pomembna je govora, ta temeljna človekova pravica, kajti brez nje je vse drugo samo še farsa. Da ne bom predolg, bi samo opozoril, da na današnji dan srečamo to v tem kraju zagotovo najbolj veste, o tem tudi pišem v moji knjigi, zdaj jo pripravljam za izdajo tudi v tujini. Ste dokaz, da se je po drugi svetovni vojni zgodil genocid nad slovenskim narodom in to je zločin, ki ne zastara. Na današnji dan itak praznujemo nič, kajti na 27. se ni zgodilo nič, 26. je bila pa ustanovljena protiimperialistična fronta za boj proti Angliji, Franciji in Ameriki, kar seveda pomeni z ramo ob rami s nacisti in fašisti. In bi danes kvečem lahko praznovali kakšen dan kolaboracije ali pa kaj takega, če bi to poimenovali s pravim imenom. No, da je pa absurd popoln, zakaj je bil 26. izbran, ker so s tem, oprostite izrazu, vazelinsko hoteli izraziti podporo, ker je to tisti dan, ko je Adolf Hitler obiskal Maribor. Ampak seveda, tukaj se je to vse obrnilo na glavo, laž je nesmrtna duša levičarjev, to je tista zapuščina pač Václava Havla vsem nam in zagotovo ste kraj, ki to najbolj simbolizira in najbolj pozna. Vsem vam globoko spoštovanje, današnjemu gostu seveda hvala, ker je z nami in letno podporo, ki mi je prišel izreči, na nek način tudi vračam dolg, ampak verjemite, da v ta kraj pa zmeraj rad pridem. Tukaj sem doma. Hvala vam. Najbrž na koncu ne bom imel prilike še enkrat. Veste, eno stvar pa sem naredil v Evropskem parlamentu, ker je nihče ni. In ko sem to prvo naredil, da ne bom pretiraval, ene 2/3 dvorane, ne polovica, 2/3 kar sva pozela.
Takle so bili. In kaj sem naredil, končal sem nagovor s preprostim: Bog vas živi, Bog živi Slovenija. Ja, jaz vas prav lepo vse pozdravljam, a ne? In bi rekel, bom kar, ker tole, kar je Branko rekel, mi tako pade v kontekst te knjige, da ne boste verjeli, da se nisva zmenila. Absolutno se nisva zmenila, ampak kako bi lahko bolj učinkovito začel predstavitev te ogromne laži, ki se imenuje 27. april in ki je laž, ki je usmerjena zoper to, kar je najdražje, kar se pravi, poleg osebnih stvari, od Boga, družine in tako naprej imamo, to je naša država. Ne? In sicer moja knjiga, ki je posvečena tej laži, Jetniki svobode, a ne, bom razložil zakaj, ampak uvod, ki ga vam izredno svetujem prebrati, ker ga uvod vedno si zamišljam kot nekaj, kar je povzetek vsebine. Uvod se končuje takole. Govori o pogrebu Zemljariča in takole pravima, ne. Pogreb je sicer zbudil široko zgražanje doma in v tujini, kako da tudi ne bi. Oznamoval je namreč sklenjenost oblasti, ki se je začela prav z OF in bila vezana na socialistično Jugoslavijo. Obnebje moči, ki ga Kučan predstavlja, je bilo tako življenjsko zainteresirano prav za slednjo, dokler je še obstajala, potem pa za vzpostavljanje čim širših skupnih imenovalcev med njo in Republiko Slovenijo, razumljivo na način, da bi prva prekvasila drugo, in sicer z uvažanjem nedemokratičnih prvin v sodobno demokratično družbo. In tu smo danes. Potem pa sledita še 2 odstavka. Republika Slovenija v polnem pomenu besede, torej kot država slovenskega naroda, utemeljena na tržnem gospodarstvu ter prosti ekonomski pobudi njenih državljanov, hkrati pa zazrta v bogato kulturno tradicijo slovenstva, vsem bistvenem pa z ustavnim zakonom 25.6.91, ločena od nekdanje SFRJ, pač nikoli ni bila intimna opcija novega razreda, Kučana in njegovih. To preprosto ni bil in tudi nikoli ne bo njihov svet. Zato pa je to naš svet. Države ne damo. Boj bo sicer težak, ampak korajža velja. Od 25. junija 1991 je zmagovalec namreč samo eden, Republika Slovenija, Bog jo živi.